V sevniški knjižnici so 4 avtorji predstavili svojo knjigo o plemiški družini Gutmannsthal Benvenuti ter njenem pomenu za Radeče in Sevnico. Nihče od piscev ni zgodovinar, a so izbrskali toliko podatkov in listin iz življenja te pomembne družine, da je gradivo skoraj popolna rekonstrukcija njihovega življenja na Kranjskem. In kdo so ti raziskovalci? Andreja Tomažin, ki vodi dom obšolskih dejavnosti Čebelica, učitelj Miljan Gorišek, duhovnik Miro Bergel, Miran Pernaver pa dela na Slovenskih železnicah. Združila jih je strast do razkrivanja zgodovine. Sama družina Gutmannsthal Benvenuti je prišla živeti na dvor Valksenstein, danes imenovan Novi dvor, leta 1853, ko je dr. Ludwig Benvenuti Gutmannsthal kupil sam grad z graščino in s celotnim posestvom. Novi dvor na Hotemežu je danes prevzgojni dom. Žal se v notranjosti ni ohranilo kaj vrednejšega iz obdobja plemiške družine. V Radeški cerkvi je njihov grb, na Radeškem pokopališču pa je njihova grobna kapela, vendar ne cerkveni krogi, ne ljudje do izida knjige niso poznali pravega pomena te družine za Radeče, Boštanj in celo Novo mesto. Leta 2012, ko smo se odločili za obnovo grobne kapele Gutmannsthal Benvenuti, smo iskali različne podatke, različne informacije in tega se je kar nekaj nabiralo. Tako da smo potem z gospo Andrejo Tomažinovo se o tem pogovarjali, da bi bilo pa dobro to zbrati. Največ raziskovalnega dela je v knjigo vložila Andreja Tomažin, navdušena nad odkritjo o intelektualnem svetovljanstvu, umnem gospodarjenju in dobroti te družine. Med drugim zaslužne, da so Radeče leta 1894 dobile most čez Savo. Moram povedati, da je že v takratnem času bil za nas Slovence v deželi Kranjski velik pobudnik, inovator, posodabljal je različne stroje, uvajal nove stvari. Tako moram tudi poudariti, ki sem danes posebej izpostavila, da je bila na njegovo pobudo in zaslugo, kajti finančno je podprl, izdajo knjige Kratki nauki za sadjerejo, to je prva knjiga o gojenju sadnega drevesa na slovenskih tleh. Ludwig Gutmannsthal Benvenuti je knjižico izdal, spisal pa Dragutin Rišpelj iz Loke pri Zidanem mostu. Ludwig Gutmannsthal Benvenuti je bil napreden gospodar. Vsekakor je uvažal povsem nove stroje, za takratni čas skoraj nepojemljive. Dobival je veliko nagrad tako iz različnih pridelkov, posodabljanje strojev in skratka seveda poudarjal je in podpiral izobraževanje. Štipendiral je domače študente na Dunaju. Seveda pa se je zavzemal, da se Slovenci ne bi šolali izven svojega dežele na Dunaju, temveč da bi v Slovenijo uvedli šolski sistem in seveda ena izmed takih prvih ustanov, katere pobudnik kot član Kranjskega deželnega zbora je podprl idejo o ustanovitvi vinorejske sadjarske šole na Grmu v Novem mestu. Pripadalo jim je tudi posestvo z boštansko graščino. Naj omenim, da za občino Sevnica je grad z graščino Boštanj bil zelo imeniten. Veliko posestvo, ki je vsegalo visoko v hribe, boštanjske hribe, so obdelovali, predelovali, tako kot na Hotemežu, veliko kvalitetnih stvari. Predelovali svilno nit, iz nje izdelovali svilo, seveda tudi ob izlivu Mirne v reko Savo je bil velik nasad murve, katera je bila hrana za gojenje svilopreg. Če na kratko povzamem, družina je bila nepopisno in neprecenljiva, velikega pomena za takratne čase, seveda tudi za danes, za kraj Radeče in seveda tudi za občino Sevnica. Od 3 Ludvikovih otrok je v tem okolju največ sledi pustil Nikolaj. Bil je globoko veren, kar mu je ob odlični izobrazbi odprlo pot v Vatikan, tako da je bil celo papežev komornik. Svojo pot je zaključil v samostanu v Novem mestu pri Usmiljenih bratih.
Vse to svoje življenje, ko je cel življenje razdajal, bil dobrotnik, je na koncu še bolj konkretiziral. Vse svoje premoženje je že prej razdal in potem prišel in samo z golimi rokami, s svojim znanjem pomagal v lekarni, v bolnišnici, kajti usmiljeni bratje so veliko delali, predvsem so imeli bil njihov program pomoč bolnim, pomoči potrebnim, bili so ustanovitelji bolnišnice Kandije v Kandiji v Novem mestu v koncu 19. stoletja in to je potem tudi Nikolaj deloval vse do svoje smrti, to je približno 11 let in tudi potem zaključil svojo življenjsko pot in je pokopan in počiva na Šmiheljskem pokopališču. Knjiga, ki je izšla s finančno pomočjo različnih donatorjev, tudi občin Radeče in Sevnica, je v prodaji. Kupi se lahko v cvetličarni Radeče, imamo jo pa še na zalogi tudi v župnišču. Avtorji knjige so vse svoje delo opravili brezplačno.